Ptujčanu doktorju Adolfu Žižku je uspel še en velik met. Luč sveta je zagledala njegova druga knjiga Kompleksni sistemi 2. Za tiste, ki jih matematika in logika zanimata in jim nista tuji, je ta knjiga še kako dobrodošla. Monografija je napisana v lepem slovenskem jeziku, tekoče, razumljivo za vsakega bralca. Doktor Adolf Žižek, publicirali ste drugi del trilogije Kompleksni sistemi. Na kaj se nanaša vsebina druge knjige? Vsebina druge knjige je pravzaprav nadgradnja in nadaljevanje prvega dela knjige. Pravzaprav izdati nameravam 3 knjige, 2 sta že izdani, ena še mora biti izdana, ker to je trilogija, kot poznamo več trilogije, tudi pri pesmi in je tudi lahko v znanosti napravimo trilogijo. O čem govori? Ja, o sistemih. In kakšni sistemi? Takšni, ki so kompleksni. Sistem, ki vsebuje samo malo komponent, malo elementov, ni kompleksen. Sistem, ki pa ima dosti komponent, in vsaka od teh komponent je lahko precej kompleksna tudi, in še tiste njene podkomponente so kompleksne in tako dalje, vse skupaj. To so pa že potem kompleksni sistemi. Ukvarjamo se pa, mi vsi, ki se ukvarjamo s to vrsto znanosti, se ukvarjamo z tem, kako ti sistemi so zgrajeni, to se pravi strukturo sistemov, iz katerih elementov so zgrajeni, in drugič, kako se ti sistemi obnašajo, vedejo dejansko v nekem izbranem okolju. To lahko gre tudi, da bom pač en bolj takšen primer dal, recimo sistem je tudi rakasto tkivo. In se obnaša na poseben način, kajti vemo, da komponente rakastega tkiva, to so te rakaste celice, imajo drugačno strukturo, kot pa imajo recimo zdrave celice, in zato je obnašanje različno. In potem, kaj še bi lahko vzeli kot sistem? Kot sistem lahko vzajemo delovno organizacijo tudi, naprimer, ki pač ima svojo strukturo, potem mravljišče, potem recimo neko krdelo levo v Afriki, karkoli. To so živalski sistemi. Potem imamo tudi tehnične sisteme, to pa računalnik, avtomobil, letalo in tako dalje. Vsi ti sistemi imajo nekaj skupnega. To je zanimivo. Na prvi pogled izgleda, da nimajo popolnoma ničesar skupnega, letalo pa krdelo levo. Ampak pa imajo nekaj skupnega, in to, kar je skupno vsem sistemom, to je ravno področje našega zanimanja nas specialistov za sisteme. Katerim skupinam je ta literatura namenjena? Nažalost je literatura zelo, zelo zahtevna. Namenjena je raziskovalcem zlasti, potem znanstvenikom in postdiplomskim študentom. Gledajo pa lahko vsakdo, mislim, si jo gleda ali karkoli, ampak bo težko razumel, če ne bo obvladal dobro matematike, pa dobro formalne logike dejansko, pa poznal potem tudi vsebine prvega dela, tako se potem nadaljuje. In zanimivo je, da imajo to knjigo na vseh slovenskih univerzah, vseh 5, 6, koliko jih imamo do danes. In ne samo v knjižnicah, pač pa so tudi profesori kupili in so dali svoje knjižnice. Zelo presenečen sem bil, ko je en moj prijatelj šel na obisk na eno od ljubljanskih fakultet, enemu rednemu profesorju, zelo resnemu, in je videl mojo knjigo na častnem mestu, poleg Einsteina, poleg Maxwella in tako dalje. Teda mislim, da je to dovolj pove, da je knjiga taka, da je za uporabo, samo je treba precej delati, da bi potem jo čisto obvladal. Da se potem to s tem delati marsikaj. To, kar se vse da z navadnimi sistemi delati, se da s kompleksnimi delati. Obratno pa ne, zato ker kompleksni so
bolj obširni, ne, in tistega navadne sistemi ne morejo, naprimer, kaj producirati. Kje je knjigo možno kupiti ali si jo sposoditi? Ja, prvo knjigo sem res, prvi del trilogije sem res pri Mladinski knjigi prodajal, ampak to je zelo težek posel, to si nas zgubi dejansko, ker marža je 40%, knjiga se ne da drago prodati, ker drugače študenti ne bi mogli kupiti in podobno, teda to praktično sem naredil brez vsakega dobička knjigo. No, za to drugo sem pa zdaj se tako odločil, da bom vsem knjižnicam, ki so kupile prvi del knjige, teh knjižnic je prek 40 po Sloveniji, samo 10 je v Ljubljani, naprimer. Tako da imajo to knjigo po 10 knjižnicah v Ljubljani, v Mariboru, enih 3 in tako dalje. Tudi ptujski knjižnici imajo največ izvodov, imajo celo 7 ali 8 izvodov, si je možno izposoditi dejansko. In no, seveda tega nismo iz vlastnega žepa pokriti, pač pa so pokrili to mestno občino Ptuj, za kar se najlepše zahvaljujem in občini, in gospodu županom, in mestnemu svetu. Potem Talum je doniral Tenzor. Talum in Tenzor so mi že tudi pri prejšnjih knjigah donirali. In pa Auditor, ki je tudi mi več knjig pomagal spraviti na svetlo. Dr. Adolf Žižek, hvala za obisk v studiu, hvala za pogovor in veliko uspeha pri 3. delu trilogije. Najlepše se vam zahvaljujem za lepe želje in želim, da bi se tudi izpolnili.